Bil sem zaprošen, da spregovorim nekaj besed o temi, ki je za reformacijo, za protestantizem ključna, ki je bistvena, in to je tema Božje besede. Vemo, lahko bi rekel, da so reformatorji, to se dostakrat sliša, kot taka krilatica, da so reformatorji ponovno odkrili Božjo besedo. Pa se mi zdi zanimivo več povedati in razmisliti o tem, kaj sploh mislimo, ko govorimo o Božji besedi, ker ta zadeva je pravzaprav bolj kompleksna in tudi bolj bogata, kot se ponavad razume in kot se ponavad sliši. Zdaj, ko začnemo govoriti o Božji besedi, moramo iti pravzaprav čisto na začetek in o temeljnih stvareh se moramo vprašati, in to je pravzaprav o sami naravi Boga, tako kot se razodeva v krščanski, pa tudi v judovski tradiciji. Za razliko od kakšnih drugih duhovnih tradicij je Bog, ki se razodeva, tukaj Bog, ki govori. Se pravi, to je temeljna narava Boga in ta narava že, ta narava govorečega Boga pomeni tudi to, da je to osebni Bog. Da ta Bog ne komunicira s svetom kot neka neosebna energija, kot neka emanacija enih duhovnih moči ali energij ali česarkoli, ampak ki se manifestira najprej kot nekdo, ki govori, ki nagovarja, ki stopa v ta oseben kontakt in s stvarstvom v celoti in še posebej s človekom. Se pravi, to je prvo, kar je treba reči, ko govorimo o Božji besedi, da je to v bistvu izhaja iz narave Boga, ki nagovarja, ki govori. In drugič, treba je poudariti, da Božja beseda ni nekaj statičnega, ampak je nekaj dinamičnega, nekaj aktivnega, nekaj delujočega, nekaj, kar deluje, ker dejansko ustvarja stvari iz nič. To je tudi ena od velikih tem v Svetem pismu, da je Božja beseda, da ima to kreativno moč, da ima to formativno moč, da formira, da oblikuje nekaj urejenega, nekaj smiselnega, nekaj lepega iz kaosa, iz nesmisla. In to velja na zelo različnih nivojih, od vesolja kot celote do tudi naših osebnih življenj, do človeške psihe. Posod lahko opazujemo isti proces. Božja beseda, ko vstopa, formira nekaj novega, formira red, formira življenje, formira kozmos v tem izvirnem pomenu besede, ker kozmos pomeni nekaj okrašenega, se pravi nekaj urejenega, nekaj lepega, nekaj smiselnega. To je, se pravi, prvi vidik Božje besede bi lahko poimenoval kot direktna, kot ta neposredna Božja beseda, kot direktno živo delovanje živega Boga, ki stopa v ta živi oseben kontakt z stvarstvom. In pri tej prvi obliki Božje besede danes bom govoril o 3 oblikah, in zdaj prva je ta direktna Božja beseda, s katero smo nagovorjeni. To lahko opazujemo najprej mogoče v stvarjenju, v svetopisemskih tekstih in tudi drugih iz te tradicije vidimo, da Bog ustvarja z besedo. Se pravi, ta beseda ima to stvariteljsko moč, ima moč, da kot se v tradicionalni teologiji rekel, da ustvarja stvari ex nihilo, se pravi iz nič. Ne? In zdaj, da ne bo to viselo tako v zraku, bom tukaj naredil majhen ekskurs, ker smo v neposredni bližini filozofske fakultete, si bom majhen spekulativen ekskurs dovolil. Da bom poskusil opazovati to besedo, recimo na področju vesolja. Ne? Zdaj, kje se vidi ta besednost? Ne? Tukaj bi rad opozoril na v bistvu grški pojem, ki je uporabljen za Božjo besedo, in to je logos. To je recimo tukaj na začetku Janezovega evangelija, zelo znan tekst, ki pravi, v začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, in zaraz ki je tukaj uporabljen je logos. In ta logos, seveda, to je večpomenski izraz, pomeni beseda, pomeni govor, pomeni sporočilo, pomeni pa tudi zakon. In zdaj tako, se pravi, če si dovolimo majčkene špekulacije, lahko vidimo odsev tega logosa, tega logosne ureditve vesolja prav v naravnih zakonih. Vemo, da fiziki se čudijo o tem, kako je možno, da je tistih 6 ali koliko kozmičnih konstant tako perfektno usklajenih. Če bi bile malenkost drugačne, ne bi nič nastalo. In potem tudi drugi zakoni, ki so v vesolju in ki so v naravi,
so usklajeni tako, da nastane lahko in je nastal urejen prostor, da je nastal prostor, kjer je možno življenje in tako naprej. Se pravi, to bi bil en možen pogled ali pa eno možno razumevanje oziroma evidenca o tej logosni ustvarjenosti vesolja, o tej stvariteljski moči Božje besede, ki ustvarja red, ki ustvarja nekaj logičnega, nekaj smiselnega. Drugo področje, na katerega bi upozoril, je pa mogoče področje sodobne psihologije, ki ugotavlja, da je človeška psiha strukturirana kot govorica, včasih celo kot človeško nezavedno se razume strukturirano kot govorica. In v sodobnih teh razumevanjih se zelo veliko govori o tem, da je pravzaprav človeška zavest brez besede, brez govorice sploh ne more obstajati. Človek je besedno bitje, prek govorice se naša identiteta šele formira, prek govorice, prek razločevalne funkcije besed, mi sploh razbiramo razlike v svetu, svet nastaja tako rekoč zaradi po besedah, ki jih spoznavamo. Se pravi, tle bi upozoril na ta drug vidik, ki je zelo zanimiv, ki ugotavlja, da je bistvo človeškega bitja globoko povezano prav s tem dejstvom, da smo besedna bitja, da nas definira govorica, da na ta način se mi sploh konstituiramo kot jaz, kot človek. No in tukaj tudi se mi zdi, da lahko vidimo odsev ali pa odmev tega temeljnega dejstva, da je beseda ustvarila vse, se pravi Božja beseda, da ustvarja vse, ustvarja tudi naš človeški, lahko rečemo, subjektiven svet. Čeprav je ta izraz subjektiven tuj biblični govorici, ta delitev na objektivno, subjektivno je nekaj sekundarnega. Se pravi, Božja beseda je, ta direktna Božja beseda je nekaj stvariteljskega, obenem je to tudi beseda, ki nagovarja nas direktno osebno. Bog preden karkoli drugega lahko rečemo o tem, je Bog, ki se sam razodeva. Se pravi, Bog ni nekdo ali nekaj, do česar se človek lahko dokople prek, ne vem, takih ali drugačnih ali špekulacij, ali vaj, ali duhovnosti, ali kakorkoli. Bog sam je svoboden in avtonomen v tem, da se razodeva človeku. Se pravi, in tukaj ima Božja beseda ključno vlogo. Se pravi, tukaj gre za ta direkten Božji nagovor. V Svetem pismu se Bog pojavlja, se Bog manifestira na mnoge vidne načine. Ampak kar je zanimivo pri vseh teh manifestacijah Boga, je to, da imamo recimo zraven svetloba, ogenj, oblak, dim, ampak vedno je pa tudi glas, vedno je tam nagovor, vedno tam glas pregovori nekomu nekaj. Se pravi, vedno je ta v središču Božje epifanije, se pravi, samo razodetja, je vedno glas, ki govori, ki nagovarja, ki kliče človeka. Ja? Se pravi, to je ta direktna Božja beseda. Bog sam aktivno vstopa v naša življenja, nagovarja, kliče, izziva in nas vabi. No in še tretji vidik tega direktnega Božjega nagovora je pa v Svetem pismu zelo jasno predstavljen kot učlovečena Božja beseda. Tukaj pa govorimo o Jezusu iz Nazareta, in o njegovem delovanju, v katerem so pač prvi kristijani prepoznali dejansko to, kaj bi rekel, radikalno in paradoksno utelešenje Božje besede same. To se vidi na začetku, lahko to opazujemo čisto preprosto v tem dejstvu, recimo, da evangelijski zapisi Jezusa opisujejo kot človeka, ki je delal čudeže. In ok, lahko bi to rekel, to je neka magija, to tako deluje, ampak v kontekstu, v katerem so te teksti napisani, to je judovski kontekst, to je kontekst, ki je že poznal vse te zgodbe o stvarjenju, o tem, kako je Bog rešil Izraelce in tako naprej. Tam je nekdo, ki z besedo ukaže in naredi čudež, ne, se jasno upisuje kot Božja beseda sama, kot nekdo, ker samo Božja beseda je ta, ki lahko pač iz nič ustvarja nekaj, ozdravi človeka, spremeni situacijo, osvobodi, prinese nekaj radikalno novega v en prostor, kjer tega ni. Se pravi, to je en od poudarkov nove zaveze, da je to Božje delovanje, ta Božja akcija, da je v eni točki postala del človeške zgodovine, čist take fizične, te naše zgodovine, našega sveta, z vsemi, ne vem, političnimi spletkami, lahko bi rekel, religioznimi spletkami,
z vsemi pač problemi gospodarskimi, socialnimi in tako naprej, ta Božja beseda se v tem konkretnem človeški zgodbi utelesla, je prišla med nas in delovala med nami. In še posebej seveda je delovala v tem, v vsem, kar je Jezus deloval, kar je govoril, kar je učil, kar je demonstriral, še posebej pa v dogodkih na koncu njegovega življenja, ki so seveda špica novozaveznega razodetja in to je pač dogodek njegove smrti na križu in potem tista stvar tretji dan, ko je pač grob prazen, ko ga ne najdejo in ko dejansko potem te, ki so bili z njim povezani, dobijo en dokaz za drugim, da je on vstal od mrtvih, fizično, telesno, govorimo in seveda zdaj to spet se lahko sliši kot neka pravljica, ne, in nekaj podobnega, dejansko se pa lahko v tem vidi to, kar tudi potem novozavezni spisi vidijo, kot dejansko začetek, zametek novega stvarjenja. Tukaj gre za novega človeka in za začetek ničesa radikalno novega prav na točki Jezusovega vstajenja od mrtvih. To je pač moč, tukaj se spet vidimo to radikalno stvoriteljsko moč Božje besede. To je ta direktna Božja beseda, se pravi, ki vdira v naš svet, ki nas preseneti, ki nas izziva v to, da vstopimo v nekaj radikalno novega, v pravo življenje, kot se reče v Svetem pismu. Ampak, ko govorimo o Božji besedi, ni to edina oblika Božje besede. Dejansko v krščanski govorici se dostikrat kot Božja beseda omeni tudi Sveto pismo. In to seveda z določenim razlogom. Je pa tako, da seveda, kar rečemo, da je Sveto pismo Božja beseda, vem, da to ni isto, da to ni zdaj ta direktna Božja beseda, ampak lahko bi rekel, da je to zapisana Božja beseda. Ne? Oziroma, da je to neko avtoritativno pričevanje o tej prvi obliki Božje besede. Se pravi, gre za zapis, za pričevanje o tem Božjem delovanju. Ne? To je pomembna razlika. Se pravi, je tle razlika, pa je tle tudi povezanost. Ne gre za nekaj čist drugega, ne gre pa za nekaj istega. Se pravi, Sveto pismo je navdihnjeno pričevanje, ki je navdihnjeno in, bom rekel, tudi navdihujoče pričevanje. Zdaj, tukaj mislim, da ni časa, da bi se ukvarjali z debatami in špekulacijami o tem, kaj pomeni inspiracija in te stvari, ampak mislim, da je dosti, če omenimo toliko, da pač inspiracija je Božje, tudi že samo Božje delovanje, ki pač pomaga in je aktivno pri tem procesu zapisovanja. Prav tako je pa ta inspiracija navzoča pri samem branju. Dejansko tekst, ki se v Novi zavezi velikokrat omenja, je v grščini zelo odprto napisan, ker prav vse pismo je navdihnjeno od Boga, ne, in koristno za to, da nas vodi k Bogu in tako naprej. Ista beseda je navdihnjena, se mirno lahko preveri, tudi je navdihujoča, se pravi, ko beremo, nam daje Božji navdih. In oboje je seveda pomembno, ne, dejansko se tudi, ne nazadnje, tudi če je Sveto pismo navdihnjeno, pa če ti, ki bereš, nimaš tega navdiha zraven, ti nič ne pomeni. Se pravi, ob tej zapisani Božji besedi, ne, se ob delovanju Svetega Duha dogaja tudi ta direktna Božja beseda. Bog nas nagovarja. Pomembno je omeniti, da tudi v sami zgodovini Izraela in Nove zavezi vidimo, da na več mestih Bog sam izrecno, da je pobudnik tega zapisovanja. Se pravi, to ni nekaj sekundarnega. In pravzaprav vse to lahko razumemo. Ne? Zdaj, če Bog vstopa na ta oseben način v kontakt z nami, potem je tudi logično, da saj na nek način, da se ta kontakt, oseben, beseden kontakt lahko tudi zapiše. Ni seveda to isto, ampak je pa po drugi strani tudi pomembno. In to seveda tukaj, če zdaj malo o reformaciji razmišljamo, tukaj prav to zapisano vlogo, zapisane Božje besede so reformatorji podčrtali in so dejansko sploh za samo definicijo tega, kaj je krščansko in kaj je krščanstvo, so znova pač prinesli prav to vlogo zapisane Božje besede kot normativne norme, recimo, kot se recimo v kalvinističnem izročilu se imenuje norma normans, se pravi norma, ki vse ostale norme normira. Se pravi,
To je bilo odkritje v različnih seveda teh reformacijskih tradicijah. Prav v smislu tega, da se ta vidik poslušanja, branja Božje besede, študiranja Božje besede vrne nazaj v središče ali pa saj kot eno od bistvenih, pomembnih, kaj bi rekel, duhovnih disciplin v krščanstvu. No, in seveda tudi seveda v tem, kako je cerkev organizirana, kaj je pomembno, kaj je na prvem mestu in tako naprej. Se pravi, tukaj in med tem je jasno ena od stvari, ki pride z zapisano Božjo besedo, je potreba po prevajanju. Ker čim obstaja nekaj tazga kot zapisana Božja beseda, pomeni, da obstaja v konkretnem človeškem jeziku. Tukaj vidimo, lahko rečemo, da vidimo ta sestop Boga v naš svet pri tem. Ne, ker Božja beseda postane del konkretnega tega sveta v tem smislu, da uporablja besede, izraze, pač jezikovne možnosti, ki so človeške. Ne? In tudi tukaj je specifika, pravzaprav krščanska, ki so reformatorji na novo odkrili, prav ta prevedljivost Božje besede. Ker vemo, da v nekaterih drugih tradicijah, recimo v islamski tradiciji, je Božja beseda neprevedljiva. Je v arabščini, Koran, ki bival že pred stvarjenjem sveta in je zapisan. V krščanski tradiciji je to ravno nasprotno. Božja beseda, tudi svetopismo, je nekaj, kjer je zapisano za vse in je namenjeno prevajanju. Tako da zanimivo je to, da recimo prve generacije kristijanov se sploh niso trudile ohraniti Jezusovih izrekov v originalnem jeziku, to je aramejščina. Imamo par drobcev, recimo Talita Kumi in tako naprej, ampak ostalo je bilo lepo v Koine grščini, ki je bil en tak splošen sporazumevalni jezik iz tega časa. Ker je bilo to bistveno, se pravi, tle ta sporočilnost, tudi te zapisane Božje besede je bila izpostavljena. No in tle pravzaprav zdaj lahko pridemo še tudi do tretje oblike. Se pravi, prva oblika, direkten Božji nagovor, druga oblika, zapisana Božja beseda, svetopismo. Obstaja pa tudi tretja oblika Božje besede in temu bi pa lahko rekel govorjena oziroma proklamirana, razglašena Božja beseda. To se pa zgodi tako, ko imamo prvo in drugo obliko Božje besede, iz tega nujno sledi, da ta Božji glas, ta Božja beseda zbira skupnost ljudi, ki jih je ta beseda nagovorila, ki se jih je dotaknila, ki jih je dosegla. In seveda ta skupnost ni neka spet pasivna skupnost enih, ki pač sam sprejemajo Božjo besedo, ampak je pravzaprav je skupnost s poslanstvom. Je misijonska, misionarska skupnost, ki je poslana z nalogo, ki ima nalogo, da razglaša prav to isto besedo, ki jo je dosegla. Tukaj je tudi v tem smislu so reformatorji poudarili ponovno to naravo cerkve, cerkev kot kreatura Božje besede. Se pravi, cerkev sama skupnost verujočih je nastala kot dejansko stvaritev Božje besede, je polna Božje besede in deluje iz Božje besede in za Božje besedo. To je ta poslanstvo razširjenja tega sporočila. Seveda, razširjenje tega sporočila ne avtonomno, ampak nazaj seveda v zvestobi prvima dvema oblikama, se pravi temu direktnemu Božjemu nagovoru, s katerim nas Bog po Svetem Duhu nagovarja in zapisani Božji besedi. Se pravi, ta proklamacija, ta tretja oblika ni nekaj avtonomnega, nekaj, kar lahko pač ljudje, kjerakoli človeška skupina, kakor hoče, počne, ampak je dejansko vezana na to razodetje, ki je v prvih dveh, ki smo ga omenili v prvih dveh oblikah Božje besede. Se pravi, ta tretja oblika pomeni zdaj ta proklamacijo, ker zdaj Božja beseda v Novi zavezi tudi dobi mečkam bolj konkretno obliko. To ni zdaj neka splošen govor ali pa o Bogu tako ali drugače ali pa od Boga, ampak Božja beseda v Novi zavezi se osrediščna sporočilo v Jezusu. Se pravi, evangelij, dobra novica, razglas, da je Mesija, vladar prišel, da ga njegovi niso sprejeli, ampak Bog ga je pa potrdil kljub temu, prav s tem, da ga je dejansko fizično obudil od mrtvih in ga postavil na mesto, ker se Boga tiče, na mesto oblasti nad vsem svetom. Seveda je s tem narejena kompletna redefinicija oblasti. Oblast, kot se tukaj kaže, ni oblast tega, da nekdo z močjo nekoga prisili na nekaj drugega dela. Se pravi,
ta hierarhična oblast, od zgoraj navzdol, ampak je točno kontra, je oblast služenja. In to seveda se radikalno vidi na Jezusovem križu. On svojo oblast vzpostavil s tem, da se pusti v bistvu umoriti svojim sovražnikom in na ta način jih reš. Tukaj se koncept, sam bistvo oblasti se tukaj zamenja in tukaj sam ta razglas, proklamacija, da je pač Jezus vstal od mrtvih, pomeni vdor te nove, dobre Božje oblasti v ta svet. In pomeni svoj hud izziv vsem političnim establishmentom. Nova zaveza, to se zdaj vidi, je v direktnem clashu, v direktni konfrontaciji s cesarsko politično ideologijo. In to novozavezno sporočilo je tako, da nujno pride v konflikt z vsemi ostalimi oblikami človeške avtoritete, ki je tako ali drugače zatiralska. Tukaj imamo avtoriteto, ki je osvobajajoča. No in to je zdaj ta proklamacija, evangelij, dobro sporočilo, dobra novica, razglas, da je nastopil nekaj novega po moči te Božje besede. To je ta govorjena, razširjena, proklamirana Božja beseda. Tako da, to mislim, da bi lahko bil nek tak zelo kratek povzetek treh oblik Božje besede, ki so seveda ena Božja beseda v resnici in so eno Božje delovanje v svetu. Čeprav so te tri oblike zelo različne, vseeno je tukaj gre za eno in isto delovanje enega in istega živega Boga, ki prihaja, ki govori, ki spreminja, ki prinaša novost, ki prinaša osvoboditev, ki prinaša radikalno novo pravo življenje v ta svet, zdaj tukaj, sred naših konkretnih zgodovinskih okoliščin. In se pravi, to je to, kar nas dosega, to je to, kar nas izziva, to je to, kar nas kliče, da se približamo Bogu. Hvala lepa.